Dobar dan vsem. Poglejmo zdaj, kako se rešijo nekatere vaje kombinatorike. Torej, se vprašamo, koliko besed med navednicami s črkami besede matematika lahko sestavimo. Besede med navednicami, ker so tudi tiste, ki nimajo nobenega pomena. Nizi črk, eno za drugo. Torej vse možnosti. Tukaj, ker postavimo v vrsto nekatere elemente, bomo rabili permutacije. Vendar se nekateri elementi ponavljajo, zato bomo rabili permutacije s ponavljanjem. Vidimo, se ponavlja dvakrat črka M, se ponavlja trikrat črka A in se ponavlja dvakrat črka T. Torej, to so permutacije 10 elementov, ki se 2 ponavljata, 3 se ponavljajo, 2 se ponavljata. In torej to je 10 faktorialno vlomljeno, 2 faktorialno, 3 faktorialno, 2 faktorialno. Tukaj napišemo produkt celih število 10 nazaj do 3 faktorialno, ker tukaj imamo 3 faktorialno, ki se bo torej krajšal. Ja, in tukaj 2 faktorialno je enostavno 2, ker 2 krat 1 ni treba da pišemo, 2 in ta 2 faktorialno je tukaj in tudi ta 2 krajšamo tukaj gor. In dobimo produkt vseh teh števil, ki ga zračunamo in dobimo, da je takih besed, tudi brez pomena, jih je 151.200. Tako, potem ena druga vaja. Na festivalu imamo 10 filmov in podeljujejo nagrade za režijo, za najboljšo glavno vlogo in za filmsko glasbo. In se vprašamo, na koliko možnih načinov se lahko podelijo te nagrade. In torej, kako tukaj razmišljamo? Lahko razmišljamo tako. Imamo nagrado za režijo, za glavno vlogo, za filmsko glasbo. To nagrado za režijo, na koliko načinov jo lahko izberemo? Jo izberemo na 10 načinov, ker je 10 filmov. Ja, tukaj se predpostavi, da se lahko zgodi, da isti film dobi več nagrad, lahko dobi 2, lahko dobi tudi vse 3. Tukaj nimamo te omejitve. Torej, nagrado za režijo lahko zbiramo na 10 različnih načinov, nagrado za glavno vlogo spet na 10 različnih načinov, ker je lahko tudi isti film kot prej. In za filmsko glasbo tudi izberemo 10 načinov. Že od tega je razvidno, kako bomo to zračunali. Vsekakor to so variacije s ponavljanjem, ja, ker se lahko ponovi, isti film za več nagrad. Torej, variacije s ponavljanjem reda 3 iz 10 elementov. In to se zračuna kot 10 na tretjo, ki je 1000, je bilo že razvidno tukaj, 10 krat 10 krat 10. Torej se lahko podelite nagrade na 1000 različnih načinov. Potem, še ena vaja. Imamo 4 točke v ravnini. Sedaj, ni nujno, da so tako postavljene, kot vidite tukaj, vendar je ena omejitev. Edina omejitev je ta, da če vzamemo te točke po 3 in 3, te ne ležijo na isti premici. Torej, če imamo take 4 točke v ravnini, se vprašamo, koliko premic določajo. Potem se vprašamo, koliko trikotnikov določajo in še koliko trikotnikov z enim ogliščem v A določajo. Torej, kako lahko tukaj razmišljamo? Zato, da določimo eno premico, sta nam dovolj 2 točki. In ni važen vrstni red točk. Mi damo 2 točki in premica je določena, ni da imamo prvo in drugo točko. In torej, izmed teh 4 elementov, ki so 4 točke, če izberemo 2, ta 2 nam določata eno premico. Torej, na koliko načinov lahko določimo premice, tukaj so kombinacije izmed 4 elementov, na koliko načinov lahko zberemo 2 elementa. Pri kombinacijah ni važen vrstni red. Kot sem rekel, ni da imamo prvo in drugo točko. 2 točki določata eno premico. Torej, kombinacije reda 2 iz 4 elementov, torej binomski simbol 4 nad 2. To se zračuna kot 4 faktorialno, vlomljeno 2 faktorialno, 4 minus 2 je 2. 2 faktorialno. 4 faktorialno napišem kot 4 krat 3 krat 2, ni treba pisati krat 1. 2 faktorialno je 2, in tukaj potem krajšam, dobim 2 krat 3 je 6. Koliko trikotnikov določajo? Izmed teh 4 točk
če jih izberemo 3, te 3 določajo en trikotnik. Tudi, kot sem rekel prej, kakorkoli izberemo 3, ne ležijo na isti premici. Torej, na koliko načinov lahko določimo trikotnik izmed teh 4 elementov, je odvisno od tega, na koliko načinov izmed 4 elementov jih lahko izberemo 3, ki so oglišča trikotnika. Torej, spet kombinacije, binomski simbol 4 nad 3. 4 faktorialno, ulomljeno 3 faktorialno, 4 minus 3 je 1, 1 faktorialno. 1 faktorialno velja 1. In tukaj je dobro napisati tako, je bolj kratko, 4 krat 3 faktorialno, ker itak 3 faktorialno je 3 krat 2 krat 1, torej ta 4 faktorialno, vse to je enako 4 faktorialno. Torej 4 krat 3 faktorialno, ulomljeno 3 faktorialno, zato najlažje, zato da krajšamo. 1 faktorialno je 1, tukaj ni važno. In dobimo 4. Potem, koliko trikotnikov z enim ogliščem v A določajo? Tukaj kako razmišljamo? Razmislimo tako, oglišče A je že določeno, nimamo izbire tam, je že določeno in v resnici, zato da delamo trikotnike, nam rabita še 2 točki izmed ostalih 3. Torej, mi delamo našo izbiro samo med 3 elementi, B, C, D. Izmed 3 zberemo še 2, zato da lahko sestavimo trikotnik. Torej, izmed 3 točk zbiramo 2. Torej, binomski simbol 3 nad 2, 3 faktorialno, ulomljeno 2 faktorialno, 3 minus 2 je 1, 1 faktorialno. To je, 3 faktorialno je 3 krat 2, 2 faktorialno je 2, tukaj krajšam dobim 3. Ker tukaj sem dobil precej majhne vrednosti, sem tudi vse narisal, drugače je težko, če pride zelo velike vrednosti narisal vse. Torej, tukaj imamo te 4 točke, določajo 6 premic. Tukaj, če pogledate, sem narisal vseh 6 premic. Potem, koliko trikotnikov določijo? 4. Tukaj na tej risbi sem z različnimi barvami narisal vse 4 trikotnike. Potem, koliko trikotnikov z enim ogliščem v A določijo? Tukaj sem označil oglišče A, da tisto je dano in sem narisal vse tiste 3 trikotnike s 3 različnimi barvami. Ja, tako. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.